Sledeči program je posnet s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Spoštovani gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer, da jih bomo lahko še naprej predvajali za vas, in kakšne čudovite stvari je storil Bog v naših življenjih na naslov. Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor. Naročila za DVD ali knjigo sprejemamo na telefonsko številko 064 118 001. Več o delu Joyce Meyer najdete na njeni spletni strani www.joycemeyer.org. Vabljeni k ogledu. V vsakem trenutku, mislim, to je tako neverjetno, da nam je Bog dal na razpolago to čudovito duhovno skrivnost. Besede imajo moč delovanja. Ko je Bog začel ustvarjati to, kar mi poznamo kakor svet, je nekaj izrekel. On ni samo mislil, rekel je, bodi luč. To je izgovoril, da bi videl, kaj se bo zgodilo. Mi lahko govorimo o različnih pogledih na moč besede. Zadnjič smo govorili, kako naše besede vplivajo na posvečeno življenje, na Božjo moč v našem življenju in na Božjo prisotnost v našem življenju. Govorili smo o govorjenju, ki užali Svetega Duha in tako ne čutimo več toliko njegove prisotnosti v svojem življenju. Namesto, da bi bili močnejši, postanemo slabotnejši. Če morate povečati svojo moč na način, kako bolje izgovarjati besede, kdo si tega ne bi želel? Koliko izmed vas si to želi? Če veste, kako povečati moč v svojem življenju in tudi bolje govoriti, kdo si tega ne bi želel? Danes vas bom učila, kako v trenutku povečate vaše veselje. Mislim, v trenutku. Lahko imate več veselja že danes. Kot pa bi ga imeli, če ne bi bili tukaj in ne bi slišali, kaj vam bom povedala. Kajti vaše besede ne vplivajo samo na stopnjo osebnega veselja, ampak na veselje vseh ljudi okrog vas. Ali je odrešenje prispelo do vašega jezika? Je vaš jezik odrešen? Spominjam se, ko mi je Bog to govoril pred mnogimi leti. Rekel je, veš, Joyce, rešena si, vendar zagotovo ne zveniš tako. Čas je za tvoj jezik, da je odrešen. Drznila bi si reči, da ima Bog nekaj takšnih tudi tukaj, kajti čas je, da posite ustnice na oltarju. To je vaša odločitev. Vi ne morete krotiti jezika brez Božje pomoči, vendar on ne bo pravil tega namesto vas. Vi ne boste ničesar storili, če ne veste, kako pomembna je moč besed. Besede so posode moči in le te morajo biti ustvarjalne ali uničevalne. Pred mano je kozarec in vanj bi lahko nalila karkoli bi hotela. To je moj kozarec. Vaš jezik je vaš jezik. Vi lahko izgovorite, kar hočete. Pred mano je čista voda, osvežila me bo, ko bom postala žena, medtem ko predavam. Vendar bi lahko napolnila kozarec tudi z blatom. Zagotoviti moramo, da smo odgovorni za besede, ki jih izrečemo. Z besedami lahko blagoslavljamo in lahko tudi preklinjamo. Moč življenja in smrti je v besedah. Poglejmo Jakobu 1:26. Če kdo misli, da je pobožen, prepričana sem, da smo to mi smo pobožna skupina. Če kdo misli, da je pobožen, pa ne brzda svojega jezika, ampak vara svoje srce, je njegova pobožnost prazna. Ali bo kdo rekel, joj. Gotovo so tukaj ljudje, ki to razumejo in vadijo tole in krotijo svoj jezik. Vendar resnično in odkrito vam povem, da včasih zelo pobožni ljudje, ki se nagibajo k zakonskim pravilom verovanja, postanejo najslabši opravljivci na celem svetu. Kajti sebe vidijo tako pobožne, da začnejo na druge gledati zviška.
Ti postanejo kritični in obsojajoči o vsem, kar kdo dela. Svetopismo je zelo jasno glede tega. Apostol Jakob je zelo jasen. Kajti, če mislite, da ste pobožni, duhovno zreli in ne brzdate svojega jezika, potem varate sebe in vaša duhovna služba je jalova in brezuspešna. Mislim, da ne naredite nobene razlike pri Bogu, koliko se vas zbere v cerkvah in koliko bogoslužnih pesmih bi zapeli med bogoslužjem, potem pa bi preklinjali ljudi z istim jezikom takoj po bogoslužju. Ne morem vedeti za vas, vendar zase vem, da sem zelo vesela, ker ta teden pridegam v tem področju, kajti tukaj rabimo neprestano kakšno opozorilo. Koliko izmed vas bi reklo, da vam jezik povzroča več težav kot katerokoli drugo področje? Veste kaj? Očitno je, da Bog hoče, da več poslušamo, kot govorimo, kajti drugače bi imeli dva jezika in eno uho. Vendar odkar pomnim, imamo dvoje ušes in en jezik, kar pomeni, da smo sposobni slišati več, kot izrečemo. Kako naj vam podam neposreden način za povečanje sreče? Poglejmo 1. Petrovo pismo 3:10. Namreč hoče ljubiti življenje. Ste to vi? Koliko izmed vas se želi veseliti življenja? Mislim, jaz se resnično želim veseliti življenja, imam samo eno možnost. Povem vam, bolj ko boste stari, bolj boste prepričani, da se želite veseliti vsakega preostalega trenutka. Zdi se, da pri 20 mislite, da imate še celo življenje za zapraviti. Vendar to življenje gre precej hitro. In sama sem že preživela več časa, kot ga imam še pred seboj. Prepričana sem, da se ga bom veselila. Tako sem zapravila ogromno časa v zadnjih letih, ko sem iskala kradljivca veselja v svojem življenju. To je hudič. On je kradljivec veselja. Kradljivec pride ubijat, krast in uničit. To je njegov edini namen, da vas naredi mizerne, da vam ukrade vsako dobro stvar, ki vam jo je Bog pripravil po Kristusu. Vendar Jezus je rekel, prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v izobilju. Ne, da bi ga imeli samo malo in da bi komaj kaj prejeli, ampak da bi ga imeli v izobilju, tako da prekipeva s popolnim veseljem, ki bo tako nakopičeno, da se bo razlilo naokrog. Bog vas hoče uporabiti, da bi druge ljudi napravili srečne. Bog hoče uporabiti vas. Nehajte gledati okrog, da bi vas kdo srečil in začnite iskati pot, da lahko vi druge ljudi usrečite. Danes vam želim dati kar nekaj teh napotkov. Bolj ko usrečite druge ljudi, bolj srečni boste postali v svojem življenju, kajti mi žanjemo to, kar sejemo. Vsakeč, ko želite nekaj, je vse, kar morate storiti, da začnete deliti. Ni to zanimivo? Kadarkoli želite. Mislim, to je čudovito, da nam je Bog dal to izjemno duhovno skrivnost. Vsakeč, ko želite več in svojega življenja, začnite razdeljevati in nekaj bo prišlo nazaj k vam v obliki žetve. Vendar, če razdeljujete negativne stvari tako, da samo greste naprej in nimate usmiljenja, potem se boste znašli v situaciji, ko boste potrebovali usmiljenje, ga ne boste dobili nazaj. Bodite kritični in žalite vse naokrog sebe in potem čakate, kaj se vam bo zgodilo. Nekdo vam bo nekaj izrekel, kar vas bo globoko prizadelo. Veste kaj, to si zaslužite, ker ste prej tako ravnali. Včasih smo tako presenečeni nad stvarmi, ki nam jih ljudje govorijo in mi sami izrečemo zelo podobne besede in na vse skupaj pozabimo. Vesela sem, da se nekateri smehljate, laže govorite, če se smejite. Zakaj kdor hoče ljubiti življenje in videti dobre dni, pa naj se zdijo dobri ali ne, rada imam to. Tale pravi, da če imate kakšen dan, ki se ne zdi tako dober, se lahko vseeno veselite tega dne, če boste držali svoj jezik stran od hudobije in svoje ustnice od prevare. Kako lahko zanikamo, da naša sreča ni odvisna od tega, kar izrečemo? Pustite tem, ki se hočejo veseliti življenja. Nekateri izmed vas si mislijo, ne more biti tako enostavno. No, poskusite.
Kaj ste izrekli že to jutro? Veste, največ izmed nas niti ne misli na to. Mi se samo vstanemo in začnemo šlobodrati in šlobodrati. Ves ljubi dan. Tisoče in tisoče besed, od katerih so mnoge brez koristi. Prazno kramljanje, prazni pogovori. Sveto pismo pravi, da nas prazno govorjenje vodi v večji in večji greh. Jaz rada govorim, zelo veliko govorim, vendar sem se naučila, da moram izreči nekaj, kar ima pozitivno energijo in ne cel kup stvari, ki bi zastrupile mojo dušo in duše tistih, ki so okrog mene. Amen. Vi lahko uporabljate svoja usta, da ste blagoslov ljudem. Besede so močne. Svet je poln besed. Besed v knjigah, besed na televiziji, besed v revijah, besed v časopisih, besed v šolah. Besede nas vzgajajo, znanje pride od besed. Besede so zelo, zelo pomembne. Mislim, da mi lahko izberemo takšen način govorjenja, ki deluje lahko dobro ali slabo. To je velik privilegij. Vendar vsakeč, ko imamo kakšen privilegij, je zelo velika odgovornost. Amen. Koliko izmed vas želi biti bolj odgovornih za svoje besede? Strinjam se z vami, tako je. To je takšno področje, ki ga boste morali študirati vse svoje življenje. Kajti, če smo iskreni, je jezik kakor divja zverina. Imam pripravljen odlomek na to temo. Ta je kakor divja žival in ga morate krotiti in edini način, da lahko počnete, je, da se tesno naslonite na Boga in vso stvar uvrstite na dnevni red molitve. Na razpolago je nekaj odlomkov, ki sem jih citirala v svojem življenju skorajda vsak dan. Naj ti bodo veselje izreki mojih ust, premišljevanje mojega srca pred tvojim obličjem, Gospod. Postavi, Gospod, stražo k mojim ustom, čuvaj vrata mojih ustnic. Kralj David je molil tako. On je čudovit pevec psalmov, majhen, droben, majhen David, potem pastir David in nato kralj David, ki je ves čas molil, da bi mu Bog pomagal z jezikom. Zavedati se moramo, da to ni neka stvar, ki jo lahko sami popravimo. Satan se poslužuje človeškega jezika, da prinaša bolečino in da rani, vendar ga Bog želi uporabiti, da prinaša veselje in mir. S svojim jezikom lahko gradite, lahko pa tudi razdirate. Vi lahko gradite in opozarjate, ali pa lahko nekoga popolnoma uničite. S svojim govorjenjem lahko povzročite, da ljudje uspejo, ali pa jih s svojim govorjenjem vodite v prepad. Kakšno odgovornost imamo? Če se hočete veseliti življenja, se varujte hudobnega govorjenja. Kakšne so tiste stvari, ki se smatrajo za hudobne? Opravljanje in čenče, kritiziranje. A ni presenetljivo? Ustavimo se pri čenčah. Presenetljivo je, kako hitro potujejo slabe novice. Po resnici vam povem, da če kdo na drugi strani sveta naredi nekaj slabega, že v 24 urah vsi vedo. Čudim se, kaj bi se zgodilo, če bi se dobre besede širile tako hitro. Kajti dogajajo se tudi dobre stvari, vendar iz nekega razloga človeško meso, razen kjer je Božja nadvlada, ni tako željno razširjati dobrih stvari kot slabih. To je neka perverzna vznemirjenost v meso, ko pravi: veš kaj, ne boš mi verjel, kaj ti bom sedaj povedal. Obrekovanje in čenče. Kaj bi se zgodilo, če bi samo ponavljali razna obrekovanja? Ali je to resnično potrebno? Ali nas ljudje resnično potrebujejo, da jim povemo njihove slabosti in težave? Ali ne pozna večina od nas težav, ki jih imamo? Ali potrebujemo nekoga, da pride naokrog in to potrdi? Hudič nas že tako in tako vsak dan tepe, ne potrebujemo še njegove pomoči od najbližjih. Da smo grobi, obsojajoči in se vedno pritožujemo. Posvetili bomo celo predavanje pritoževanju. Najti napake in povedati skrivnosti. Joj.
Ali uspete zadržati skrivnost, ki vam jo ljudje zaupajo? Ali ste zanesljivi? Ali lahko zadržite skrivnost tudi tedaj, ko vam ne rečejo, da bi jo morali zadržati zase? Ali imate dovolj modrosti, da ne raznašate napak ljudi in jim dopustite možnost, da če hočejo povedati, lahko sami povedo? Veste, zelo težko je danes nekoga najti, da se z njim zaupno pogovarjaš in si gotov, da bo zadržal vašo skrivnost. Mi moramo kriviti hudobijo v to veliko kategorijo negativnega. Bog pa nas hoče naučiti, da govorimo o pozitivnih stvarih in dobrih stvarih. Na svetu so težave in mi jih ne bomo prezrli. Vendar nam ni treba, da ponavljamo težave. To se mi je zdelo, da Bog hoče, da vam povem. Ne zametujte svojih problemov in težav. Te ostanejo. Mi imamo težave, vendar nam ni treba, da samo govorimo o njih in ponavljamo. Ni potrebno, da jih neprestano ponavljamo. Če imate težavo in potrebujete nekoga, da za vas moli, in ker vam ne berejo misli, in povejte svojo težavo, vendar se potem odvrnite od tega in ne recite, verjamem, da bo Bog delal v mojem življenju. Na to vam ni treba govoriti in govoriti samo o tem. Bolj ko govorite o svojih problemih, bolj nesrečni ste. Dajte no, še enkrat bom ponovila. Bolj ko govorite o svojih problemih, bolj nesrečni ste. Eden izmed načinov, kako neposredno pomnožite svoje veselje, je, da nehate govoriti o vseh svojih problemih, razen če nimate resničnega namena ali to potrebujete. Da, so trenutki, ko se moramo prevetriti, nekomu moramo povedati. Nekomu moramo povedati, da nas boli, vendar moramo biti gotovi, da to storimo v pravem, Božjem namenu in ne samo z godrnjanjem, ječanjem in iskanjem samopomilovanja. Kajti nič od tega nam ne pomaga in nimamo nobene koristi. Dopustite, da vam še enkrat povem. Bolj ko govorimo o svojih problemih, bolj zmanjšujemo stopnjo veselja. In samo besedo tistim, ki so pred televizijskimi zasloni, nikar ne mislite, da sem pozabila na vas. Posebej za vas. Bolj ko govorite o svojih problemih, Halo. Bolj ko govorite o svojih problemih, bolj boste zmanjšali stopnjo veselja v sebi. Vi lahko povišate stopnjo veselja v trenutku, ko se odločite, nehal bom govoriti o vsem, kar je napačno v mojem življenju. Amen. Se že počutim bolje, kaj pa vi? Naj vam še to povem. Manj ko govorite o svojih težavah, manj težav boste imeli. Tu je posebna nagrada. Manj ko govorite o svojih težavah, manj težav boste imeli. In tudi če jih imate, se jih ne boste tako zavedali. Molite zanje in nadaljujte s svojim delom. Veselite se življenja, medtem ko se Bog ubada z vašimi težavami. Ničesar se ne bojte, vendar molite za vse stvari in se v prošnji zahvaljujte Bogu za mir in mir, ki je onkraj razumevanja, bo obdržal vaše srce in v Kristusu Jezusu za večno življenje. Molite in govorite. Ne molite in potem govorite, da se zdi, kakor ne bi nikoli molili. Ali izrečete, kar mislite? Ali pa molite in potem nekaj drugega rečete? Dajte no, mislila sem, da je to dol tip. Moliti in govoriti. Če David pisal pesmi, bom tudi jaz. Vidite, moramo biti zelo previdni, da ne pademo v tako imenovano navado molitve, da ne molimo samo tedaj, ko smo religiozno dejavni ali imamo obveznost. Vendar, ko molimo in prosimo Boga, da bi kaj spremenil v našem življenju, ali resnično verujemo v ta trenutek, v trenutek molitve, da bo Bog deloval v tej situaciji. Med tistim trenutkom, ko molim za nekaj in tistim trenutkom, ko prejmem to, je nek čas čakanja v veri in potrpežljivosti. Nekaj vam povem. Zelo, zelo pomemben je trenutek medtem, ko izrečemo molitev in čakanjem na odgovor. Zelo, zelo pomemben. Sprašujem se, kolikokrat molimo in se na to v 24 urah obrnemo okrog ter negiramo svoje molitve, ko rečemo, nikoli se ne bo nič spremenilo.
Povem ti, da vedno molim za svojega moža, na to pa čez 10 minut. Veš, kaj ti povem? On se nikoli ne bo spremenil. Molim za svoje finance. Prosim Boga, da bi mi povišal plačo. Veste, kaj vam povem? Nisem gotova, da si bom lahko kdajkoli kupila nov avto. Molite za nekaj, kar bo povečalo vašo molitev. Dovolite, da Bog na nečem deluje. Ne ponavljate kakšnih religioznih obrazcev. Dovolite, da Bog na nečem pozitivnem deluje. Izrecite nekaj pozitivnih misli, napolnjenih z vero. Bog, verujem, da deluješ v mojem življenju. To sem se naučila in že vrsto let uporabljam. Potem, ko molim, postavim svoj in verujem, da Bog deluje. In ni pomembno, kako se počutim. Ni pomembno, kaj vidim. Kajti veste kaj? Ponavadi takrat, ko nič ne vidimo in nič ne čutimo, Bog najbolj deluje. Ste me slišali? Ko najmanj čutite in skoraj nič ne vidite, Bog najbolj deluje. Bog deluje na skrivaj in nenadoma naredi stvari dejanske. Vi morate biti pozitivni in v to verovati. Vsakeč, ko molite o nečem in vas hudič skuša pripeljati nazaj k skrbem, samo odprite usta in rečite: verujem, da Bog deluje na tem področju. Dajte Bogu nekaj z vero napolnjenih besed. Verujem, da ti deluješ na tem. Verujem. Nikar ne recite: nič ne čutim, da bi se kaj dogajalo. No, ne vem, če Bog sploh sliši moje molitve. Ne vem, ker ne vidim, da bi se kaj premikalo. No, Bog, ne vem, no. Če se lahko še naslanjam na te, ne čutim, da ti sploh deluješ. Razumete, kaj vam pravim? Tako mi molimo. In kaj pa izrečemo po molitvi? Poskušajte z mano. Recite: molim. Vendar kaj potem rečem? Potem, ko sem molil. Mi moramo izreči za to, kar smo molili. V redu, slavimo Gospoda. Če se slabe stvari dogajajo okrog vas, to ne pomeni, da bi morali že govoriti o njih. Veste kaj? Mogoče delate v podjetju in je kar nekaj stvari, ki vas otežujejo. Vendar tam se dogaja več kot samo nekaj stvari. Veste kaj? Če se pritožujete o stvarih, jih to ne bo odpravilo. Molite za te stvari. Molitev jih lahko spremeni, ker je pri Bogu vse mogoče. Veste kaj, če imate dobre navade molitve, pa čeprav niso prav ravnali z vami in ne vztrajate v čenčah in obrekovanjih, kakor počnejo navadni ljudje, potem vas Bog lahko potegne ven in vam nakloni veliko boljše delo, kot ga imate. Bog bo skrbel za vas, če delate to, kar morate delati. Bog bo poskrbel za vas, če boste delali, kar morate delati. Če ste resno mislili o tem, potem izrecite 10 stvari o podjetju, ki so čudovite. In potem sta 2 stvari, ki vas neizmerno dražita in o katerih največ govorite. Pustila vam bom, da malo razmislite o tem. Potrebno je, da se vam to usidra v umu. O tem ne želim govoriti zelo hitro. Vidite, ni treba, da smo takšni. O teh 2 težavah lahko molimo in se lahko zahvalimo Bogu, da je 10 stvari, ki so zelo dobre. Dajte no. Molili bomo o težavah in se bomo zahvalili Bogu o 10 stvarih, ki so dobre. In ko bodo drugi zaposleni prišli naokrog in bodo začeli godrnjati nad 2 težavama, bomo poskušali pomagati vsem. Ja, tu so stvari, ki bi jih morali spremeniti, vendar so tudi čudovite stvari. Postavite pogovor v prijaznejše ozračje. Dajte no, koliko izmed vas želi delovati v prijetnem ozračju ali v neznosnem ozračju? Vi lahko postavite ozračje povsod, kjerkoli ste. Vi, ki ste verni, vi bi morali biti odgovorni za ozračje okrog vas. Želela bi si, da bi bilo ozračje tukaj nekoliko boljše.
No, nekaj treba narediti za to, ne se samo pritoževati. Naj vam povem, če imate nalepko na svojem avtu in križ okrog vratu, in se usedete za mizo in čenčate kot vsak drugi, potem nikar ne mislite, da vas drugi ne bodo obsojali. Mi potrebujemo sadove, ne samo kakšne nalepke in krščanskega nakita. Začnite delovati na način, kakor Bog hoče, da to izvršite. Kajte tudi neverniki, ki so vas vpeljali v skušnjavo, vas bodo z vso resnostjo obsojali, če boste to storili. Potrebno je, da ste pokončni in močni, ter da ste živ primer današnjem svetu. Potrebno je, da smo mi luč v temi. En način je, kako prižgemo to luč, da zapremo svoja usta. Saj bodite tiho, če nič dobrega ne pride iz ust. Začnite moliti k Svetemu Duhu, ki vas bo prepričal tik pred tem, ko ste pripravljeni nekaj izreči. Po mnogih merilih nekateri najbolj pomoči potrebni otroci na svetu živijo v okolici mestnega smetišča Phnom Penh v Kambodži. Več kot 1000 otrok, mnogi med njimi so sirote, brskajo dan in noč po smeteh, da bi našli reciklirne materiale, ki bi jih lahko prodali za nekaj drobiža. Tisti, ki niso sirote, kot na primer 13-letna Soa Buna, morajo delati na smetišču, da pomagajo preživljati družino. Podnevi punčka pomaga mami prodajati kuhano koruzo, zvečer pa išče po novih smeteh, ki jih kamioni vozijo iz mesta. Začeli smo s projektom mobilne prehrane. Naš avtobus nudi brezplačno kosilo, tuširanje in osnovno izobraževanje otrokom, ki živijo in delajo na smetišču. Brez teh avtobusov bi imela Soa le malo upanja za izhod iz tega žalostnega stanja. Za njo avtobus s kosilom ne pomeni samo obroka hrane, ampak ji dovoli sanjati, da bo nekoč postala učiteljica. Sedaj obstaja novo upanje za njo in njeno družino za boljšo prihodnost. Želim se učiti, da bom lahko pomagala svoji družini. Dragi gledalci in gledalke, prosimo, pišite nam, ali so vam všeč poučevanja Joyce Meyer in kakšne čudovite stvari je storil Bog v vašem življenju na naslov Exodus TV, Radovanova ulica 2, 2000 Maribor ali e-mail info@exodus.si. Naročila za DVD in knjigo sprejemamo na telefon 064 118 001. Predvajane oddaje so na ogled v arhivu naše spletne strani www.exodus.si. Hvala za pozornost in Bog vas blagoslovi. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.